Živijo, kako ste? Sem dr. Aleksandar Mota, fizioterapevt, osteopat in avtor digitalne knjige Segredos da coluna Sandor. In danes vam želim pokazati super vajo, s katero se boste poslovili od bolečin v kolenu. Ampak preden začnemo z videom, da ne pozabite, všečkajte tukaj, če me gledate na Facebooku, in pritisnite všeč mi je, če me gledate na YouTubeu. Če ne, boste končali z videom, želeli boste pogledati še kakšen moj video in boste na koncu pozabili. Ne pozabite, všečkajte in pritisnite všeč mi je zdaj na video. Glavna bolečina v kolenu danes je bolečina v pogačici. In običajno se to zgodi zaradi obrabe, tako hrustanca kot tudi same kosti pogačice. To je znana patelarna chondromalacija. In vaja, ki te jo bom danes naučil, bo pomagala zmanjšati pritisk med pogačico in stegnenico. Ker je prav ta kompresija povezana z gibanjem in trenjem tista, ki povzroča in pospešuje obrabo tega sklepa. Povzroča nelagodje in bolečino. Chondromalacija se ne pojavi čez noč. Pojavlja se počasi skozi daljše časovno obdobje. Običajno se začne z občutkom krepitacije, majhnimi poki v kolenu. Nato se pojavi občutek peska v sklepu. Nato se poki povečajo, postanejo bolj intenzivni. Včasih je celo mogoče slišati pokanje, ki se dogaja v kolenu. In šele potem se začne občutek nelagodja, ki nato preraste v bolečino. Lahko pripelje celo do vnetja, oteklina kolenskega sklepa. In zakaj se to zgodi na ta način? Ker v večini sklepov v našem telesu obstaja struktura, ki ščiti sklep. Imenuje se hrustanec. In ta hrustanec nima živčnih končičev, se pravi, hrustanca ne čutite. Hrustanec se obrablja, lomi se na koščke, kar otežuje gibanje. In tega ne čutite. Čutite pokanje, škripanje, občutek peska v sklepu. Ko se ta obraba razširi preko hrustanca in pride do same kosti, takrat začnete čutiti nelagodje, takrat začnete čutiti bolečino. Glavni razlog za to obrabo, za to chondromalacijo patele je neporavnanost, ki obstaja med kostjo stegna, torej femorjem, in glavna kost noge, to je golenica. Zaradi položaja teh dveh kosti ima pogačica že naravno težnjo, da gre bolj proti zunanji strani. Zato je pomembno, da pri vadbi krepimo specifično mišico, imenovano vastus medialis. Ta mišica pomaga držati pogačico v središču sklepa, preprečuje, da bi pogačica šla bolj navzven, bolj proti zunanji strani in povečala pritisk med pogačico in stegnenico. Ampak to praktično vsi vedo. In zato se izvaja specifičen trening. Kar ti bom danes pokazal, je zelo preprosta vaja, ki bo izboljšala poravnavo, položaj golenice, ki je kost v nogi. In bo pomagala zmanjšati pritisk na pogačico. S tem zmanjšamo obrabo, zmanjšamo bolečino in nelagodje. Torej, pogačica je trikotna kost, ki se nahaja tukaj, spredaj na kolenu. Približno te velikosti tukaj. Približno to je velikost pogačice, zaradi samega neskladja, ki obstaja med stegnenico in golenico. Ta pogačica naredi majhen kot, ta pogačica že ima tendenco, da gre bolj proti zunanji strani. In to zelo poveča pritisk, ki nastane med pogačico in stegnenico tukaj na zunanji strani, na lateralnem delu. Za izvajanje te vaje bomo uporabili referenčno točko. In ta referenčna točka je majhna izbočena struktura, z majhnim kostnim vrhom, ki se nahaja pod pogačico. Prav na začetku golenice, ki je kost goleni, to je ta struktura tukaj. Ta struktura se imenuje sprednja golenična grčavost, ali za tiste, ki jo bolje poznajo, tat. Za izvajanje te vaje boste sedeli s kolenom pokrčenim približno na 90 stopinj. Noga naj bo sproščena. Roko boste rahlo položili na koleno, s prsti ob strani ali na vrhu tat, torej sprednje golenične grčavosti. Podpirali se boste samo na peti. Nato boste izvajali gibanje rotacije navznoter in navzven, kot da bi bili brisalci avtomobilskega vetrobranskega stekla. Pomembno je, da naredite obe gibanji, vendar pa morate vztrajati in dati večji poudarek rotaciji navznoter, kot da bi želeli usmeriti prste proti drugemu stopalu. In opazite, da se to gibanje rotacije dogaja prav tukaj na tej strukturi. Zdaj bom naredil brez roke, da boste videli. Glejte, stopalo navznoter, stopalo navzven. Navznoter, stopalo navzven. Opazite, da je tukaj zgoraj mirno, gibanje se dogaja tukaj spodaj. Bolj kot vztrajate, da peljete tat navznoter, bolj je poravnana s pogačico. Glejte,
navzven, potegne pogačico navzven. Ko se obrne navznoter, je poravnana s pogačico. In da še izboljšate to vajo, lahko postopoma še malo bolj iztegnete nogo in nadaljujete z vajo. Nato poskusite z bolj iztegnjeno nogo, spet nadaljujte z vajo, dokler ne pridete do maksimuma in lahko naredite minimalen gib. Že zdaj te opozarjam, da bolj kot bo noga iztegnjena, težje bo premikati tat. Običajno boste premikali kolk in vrteli celo nogo, kar ni priporočljivo. Priporočljivo je, da stegno ostane pri miru in premikate samo tuberoziteto. Samo noga, samo kost golenice. In še zadnji nasvet, če kljub temu imate težave, lahko združite gibanje obračanja stopala navznoter z gibanjem upogibanja kolena. Predstavljaj si Roldo, kot da bi hotel nekaj potegniti k sebi. Iztegni koleno s stopalom, ki kaže navzven, obrni stopalo navznoter in pokrči koleno. Iztegni tako, da kaže navzven, obrni navznoter in pokrči koleno. In prišel je čas za deljenje. Deli ta video s svojimi prijatelji, s svojo družino, s tisto osebo, ki se pritožuje zaradi bolečin v kolenu. Če me gledaš na Facebooku, označi svoje prijatelje tukaj, deli naprej. Če me gledaš na YouTubeu, kopiraj naslov iz brskalnika ali pa poišči to puščico tukaj, kjerkoli na videu ali blizu videa. In deli povezavo do te strani, povezavo do tega videa na svojih družbenih omrežjih, na Facebooku, WhatsAppu, Twitterju. Ker tako lahko to sporočilo, ta nasvet tukaj pride do vedno več ljudi. Lahko pomagaš, da bomo lahko pomagali zmanjšati bolečino številnim ljudem. In v naslednjem videu vas bom naučil zelo praktične vaje za izboljšanje mehanike, izboljšanje drsanja pogačice. Tukaj se poslavljam, velik objem in se vidimo v naslednjem videu.